Zakaj smo tu? Pač jaz sem zato, da se bom imela fajn. Ne, in ko sem si zgradila ta svoj notranji svet, sem si v bistvu omogočila, sem si dala eno pač neko priložnost, se soočam s težavami, imamo, pač rešujemo vse na vseh frontah, ampak ko pride pa čas zame, sem pa jaz v tem svojem svetu vesela in zadovoljna in se polnim iz tega bazena, iz tega vodnjaka. Ne. Na vseh nivojih. Na dan rabimo 16 objemov. Jaz sem danes, že sam, da sem prišla v vaš studio, jih imam že 8. Se pravi, jaz sem že na polovici. Ja, vedno sem imela jasno pot, vedno sem vedela, kaj hočem. In vedno sem imela tudi podporo, predvsem pri svoji družini, pri mami in očetu, ne, potem pa, ko sem imela pa že svoje otroke, pa tudi pri njih. Danes je z mano v studiu Alenka Resinović-Reza. Dobrodošla. Hvala. Dolgo leta je bila prepoznavno ime na Pop TV-ju, kjer je napovedovala vreme in je bila gledalcem znana po svojem nasmehu in energiji. Izjemno razgibana življenjska pot pa jo je vodila od medijev prek kmetijstva do kulinarike in turizma. Ja, lep pozdrav, Mateja, tebi, vsem gledalkam, gledalcem, poslušalkam, poslušalcem podcasta v Sozvočju. Počaščena sem, ker to je moj prvi podcast. Super, krasno. Po mojem jih bo še več za temle. Ja, to bomo videli, ampak pravijo, da prvi korak je najpomembnejši, ne? Ja. Pa mogoče včasih tudi najtežji, tako da moram reči pa, da se dobro počutim. Super. Mogoče lahko povem, kako so se spoznali, ne poznava se dolgo. In pravzaprav, ker nimam televizije že vsaj 30 let, sploh te nisem poznala, ko me je prijateljica pripeljala k tebi na nek dogodek, ko boš pol ti lahko povedala o njem malo več. Mi je poslala tvoje ime oziroma spletno stran, pa rekla, jo poznaš? Sem rekla, ne, kdo pa je? Ampak si me čisto prevzela res s to tvojo energijo in pozitivnostjo, tako da je en tak zelo lep stik se vzpostavil in sem takoj rekla, a bi bila moja gostja, ker je luštno imeti take goste in gostje v studiu. Ja, to je tako, kot da bi me pobožala, ne? Tako po srcu, po duši. Ja, jaz imam rada vesele, pametne ljudi. Moja nonica mi je vedno govorila, druži se z veselimi in pametnimi ljudmi, se boš dobro počutila, ne, v svoji koži. In mislim, da se mi je to že kar velikokrat obrestovalo, tako da dobro se počutim v tvoji družbi. Lepo. Mogoče bi še povedala, da Marjana, ko me je pripeljala s sabo, da si ti rekla, pripelj še koga, a ne? To je Ja. tako lepo, ta odprtost. Pri nas pravzaprav gre za naš najnovejši projekt, družinski projekt. Goste predvsem iz tujine povabimo v naš dom, bolj natančno v našo kuhinjo, kjer jih naučimo pač teh veščin kuhanja. In Slovenska tradicionalna slovenska kuhinja, ja. tradicionalna kuhinja, tako. Štrukli, potica, žlikrofi, njoki, testenine, tudi klobase smo že delali, ne. In enkrat na leto priredimo pač za naše prijatelje, za turistične agencije, ki so potem tudi nek najboljši kanal do naših gostov. In pa seveda Marjana, ne, brez katere ne gre, ona pokriva ta online področje. Povabimo pisano druščino, moram priznati, da se letos sploh razen Marjane nikogar nisem poznala, ne. Tako da to je tudi neke vrste izziv, ampak taki smo pri nas. Že od malih nog je bilo tako. Jaz se spomnim, moj brat je pripeljal avtoštoparjih nam na posteljo in hrano. Ja. In to je bilo za nas nekaj normalnega, ne.
No, ekola, zdaj imamo pa še biznis. Moram reči, da sem bila jaz tudi taka. Mislim, ko so z bratom sama živela, sem kar dve z Nove Zelandije, dve punci mladi pobrala na cesti. Mislim, nekaj ste me spraševali za prenočišče, pravzaprav pa sem rekla, se gre ta lahko kar k meni pa k bratu. Ne? No, Pa sem šla evo. sploh njemu, v njegovo sobo spat, one dve sta šli v mojo. Tako Ja. da... A sva v sozvočju? Ja, Sva, ne? dobro. Sej ob tej priložnosti lahko rečem, da po tem ključu zbiram gostje, ravno goste in gostje, na osnovi tega naslova podcasta. S tistem, ki sem v sozvočju, s tistem, ki zavibriram, ne glede na to, s čim se ukvarja, ga povabim in se pol potrudim, da iz njega ali nje zvlečem kakšne zanimive stvari. Mislim, se pripravimo, da vidim, ne, recimo, če ni napisal knjige ali pa ni napisala. Tako kot medaj sva, ne, po telefonu so se pogovarjali, pa že takrat na tistem srečanju, ne, ko sem te spontano spoznala. je najboljše, ne? Ja, Zato, ker ja. to pomeni srčno, to prihaja iz tebe. In te stvari, ki prihajajo iz nas samih, so tiste pristne prave, ki štejejo, ne? Res je, ja. Omenila si brata že, pa malo družino, pa nonico. A lahko poveš več o tvojem odraščanju? Namreč rekla si, da si odraščala v pravljični družini, kar se meni zdi čisti čudež, ker skoraj ne poznam ljudi, ki lahko rečejo, v kakšnih lepih okoliščinah so odraščali. Ker da je ta zemlja res en planet, ki so same težke preizkušnje, pa dostikrat že v otroštvu. Ti pa si rekla, da zato, ker si imela ti tako lepo izkušnjo, da pravzaprav poznaš večino ljudi, tudi, ki so imeli lepo otroštvo, a ne? Če sem te prav razumela. Ja, zdaj, če se vrnem nazaj v moje zgodnje otroštvo, rodila sem se v Mariboru in tam smo z družino preživeli, pač stara sem bila, mislim, da v 3. razredu 9 let, ko smo se preselili v Ljubljano. In to je bil velik preskok, velika sprememba. Zdaj, kar se tiče tega varnega zavetja, neke pravljične, družinske, pač nekega gnezdeca, to moram reči, da je bilo res, zdaj, ko nazaj gledam, pa ko vidim tudi, kaj se dogaja drugje v drugih družinah, drugod po svetu, tudi pri nas, se mi zdi, da sem res rojena pod srečno zvezdo. Starša sta se lepo razumela, nonica in nono sta neprestano sodelovala, kuhala, vrtnarila. Nono je imel protezo, leseno nogo, takrat sem se prvič spoznala pač z neko nepoznano stvarjo, situacijo, ko je vedno skrival to svojo protezo, ne. Pol sem ga pa enkrat, sem ga enkrat vprašala, sem rekla, Nono, kaj imaš pa ti tlele, ne? Pa mi je pokazal. Je rekel, ja, to imam pa protezo, me je vlak povozil. Oh, Ja, ojoj. in no, ampak on je kljub temu kolo vozil, včasih sva celo špricala vrtec, ne, bi morala iti v vrtec, pa sva se odločila, da greva raje na vrt. Super. Vrtec, to je tako Ja, zelo. luštno. No, pa smo se pa leta 71 preselili v Ljubljano, oče je dobil službo. On je mami bil pa- profesor na univerzi. Ja, ne? njega so povabili na ekonomsko fakulteto kot profesorja za računalništvo in informatiko. In no, od takrat naprej smo v Ljubljani, potem smo se malo preselili v Domžale, zdaj sem jaz trenutno pri mami v Izoli, tako da, glej, svet je tukaj. Omenila si, da je bil oče profesor za informatiko in računalništvo in ti si prav to šla tudi študirati. Ja. Ampak na drugo fakulteto. Malo povej, kako si se odločila za ta študij. Ja, to je res. Za vse je bilo to izjemno veliko presenečenje. Ker v srednji šoli sem imela največ problemov z matematiko in fiziko. Ampak se mi je zdelo pa tako mikavno, če bi imela jaz fakulteto blizu doma svojega, ne. Pa sem rekla, ja nič, pa grem pa na elektro, ne, to je bila najbližja fakulteta. In če bi se še enkrat odločila, bi se odločila enako. Kaj ti je bilo to všeč? Ja, sam študij, sama, ne vem, ta energija,
Veliko fantov. Pa sami fantje. Pa A si bila edina punca? Ne, nas je bilo. To je bil prva generacija prav študija računalništvo in informatika v okviru fakultete za elektrotehniko. Zdaj je to poseben študij, posebna fakulteta. No, mi smo bili nekakšni pionirji na tem področju. Ni bilo, sploh še ni bilo knjig. Imeli smo, recimo, vaje smo delali na terminalih, osebnih računalnikov, sploh še ni bilo. Skratka, učili smo se programske jezike, res popolnoma nov svet zame, no. Ampak krasna podlaga za življenje. To je ta širina pa način razmišljanja, ki ga dobiš ob tem študiju. Je pa zanimivo, da nikoli nisem ostala v svojem poklicu oziroma v tem poslu in veljam za neko črno ovco generacije, ne? Ker edina sem šla potem v medije, no, ampak to je pol že druga zgodba. Ampak ja, če bi še enkrat, spomnim se, sem vodila eno prireditev v Cekinovem gradu, pa je bil moj profesor eden izmed nagrajencev na tisti prireditvi. In ko je gor prišel, sem rekla, ja, gospod profesor, iskrene čestitke, ne. Pa je rekel, pa tako mikrofon vzel, pa je rekel, ja, kolegica Resinovič, mene so kar že po mojem, pač na začetku, ko še nisem bila poročena, ne, sem imela še svoj dekliški priimek, tako kot ga imam tudi danes ponovno, je rekel, joj, kakšna škoda za stroko, da niste v njej ostali, ne. Sem rekla, jo, gospod profesor, kakšna škoda bi šele bila, če bi ostala v njej, ne. Tako da to je vedno en tak, ne, taka komična situacija, no, ker res nisem, da bi rekla, tehničen tip, neki računalniško pismena, ne, ampak vseeno v času študija ta način razmišljanja, to se mi zdi pa neprecenljivo zame, za moj nadaljnji razvoj. Ja, meni si parkrat omenila, da si računalniško nepismena, da je to prav štos v družini in med prijatelji. Ja, to se vsi delajo norca. Se nič kaj dosti ne spoznaš na uporabo računalnika. Ne, pa to je že kar neka folklora postala, ne. To je tudi, po moje, malo gre na to varianto po liniji najmanjšega odpora, ne. Otroci mi zelo veliko pomagajo, prijatelji tudi. Ne, kaj naj se zdaj jaz ven mečem, ne. Imam jaz dobro podporo. Super. Je treba izkoristiti. Super. Kako je otroštvo vplivalo na to, kakšna oseba si postala? Kaj bi rekla? Ja, verjetno sem dobila dobro popotnico. Verjetno je bilo to tudi povezano s temi, ne vem, nebesnimi znaki in tako naprej. Ne, jaz malo tudi v to verjamem, da neka usoda nekje je, neka pot je predvidena zate, zaznamovana, da nekdo mogoče tam gor, mogoče samo kakšne popravke naredi tu pa tam, ne. Ampak ja, vedno sem imela jasno pot, vedno sem vedela, kaj hočem. In vedno sem imela tudi podporo predvsem pri svoji družini, pri mami in očetu, ne, potem pa, ko sem imela pa že svoje otroke, pa tudi pri njih. To se mi zdi zelo pomembno, da ti, to je proces, najprej razmišljaš, potem malo sanjariš, potem se malo osredotočiš, potem se malo ustaviš, potem greš spet malo naprej in potem to svojo idejo mogoče deliš, ne, z nekom. In če dobiš tiste spodbudne besede, včasih ni treba veliko. Ampak se mi zdi, da je največja škoda, če ti nekdo po vsem tem, kar si že vložil, ne, v to svojo pot, ki si jo nekako začrtal, da ti nekdo reče, to je pa brez veze, ali pa ne, to se pa ne splača. Ne. To se mi zdi kruto. No, moram reči, da sem jaz imela za vsako neumnost, za vsako oslarijo, za vsako idejo, pa naj bo še tako banalna ali pa
ne mogoča vedno podporo. Lepo, res. Ja. Ja, in zato sem neizmerno hvaležna. Zato, ker sem lahko izživela vse te svoje sanje, vsa ta pričakovanja, hrepenenja, vse te občutke, ne, da se ti to lepo poveže v neko Življenjsko pot. tako. Glas je bil vedno tvoje osnovno orodje. Orožje. Začela si na Radiu Študent. Kako te je pot pripeljala tja? In kaj si tam počela? Ja, na Študentu sem začela še v srednješolskih letih. Ker je bil blizu tvojega doma. Ja, blizu mojega doma, blizu fakultete. To je bilo vse, to smo bili tam. Zelo praktične si. Ja, seveda, zakaj bi komplicirali, ne? Če je lahko tako enostavno. Šla sem na avdicijo in sem bila sprejeta. In potem sem imela neprecenljive izkušnje. Tudi tam so me učili najboljši učitelji. Spomnim se Iva Lotriča, on s tistim svojim globokim, šarmantnim, žametnim glasom. Olga Rems, ne, to je bila ta generacija, recimo, ne vem, so pri meni, v mojem srcu, pustili ogromen pečat. Ne, takrat, recimo, ko imaš opravka s takimi profesionalci, pa s takimi, v bistvu, na vse zadnje ljudmi, preprostimi, srčnimi, ki delijo to svoje znanje, takrat ni bilo nekih šol, pa ni bilo sploh izobraževanje na tem področju, pozabi. Tako da, ja, lepa izkušnja. Si pa kot voditeljica delovala ali tudi kot novinarka na Študentu? Bolj kot voditeljica, ja. Potem, ko pa ste se preselili v Domžale, si pa prišla v stik oziroma si začela soustvarjati pravzaprav čisto na začetku Radio Hit, ki je v Domžalah. Ja, Radio Hit je bil pa, to se pravi, že v času študentskih let, to je bilo leta 1993. Ja, zdaj moramo že malo tako kronološko pogledati, ne, 93, kje je že to. Ampak, ja, takrat se je nekako formirala ekipa in spet je bilo zelo blizu mojega doma. Kakopak, ne? No, tam smo pa res dejansko orali ledino. To je bil prvi komercialni radio, nihče ni vedel ničesar, nekako se trži, nekako se pogovarja, nekako se obnaša, nič, res nič od nič. Začeli smo v samem fundamentu. No, pa kam smo prišli? Najbolj poslušana radijska postaja, dolgo časa. Zdaj žal ne več, ampak spet še ena neprecenljiva izkušnja. Besedo si uporabila glede tega multitasking, da si pravzaprav tudi ti tam počela tako rekoč vse, ne samo, da si bila voditeljica, ampak vse to, kar si naštela, si sama tudi počela in iskala sponzorje. To v bistvu smo bili vsi deklice za vse. Ne? Pač, jaz mislim, da razen računovodstva, da smo kar vse delali. No? Majhna ekipa, zelo zagnani, visoko motivirani. Spomnim se, smo šli prvič na teren, smo prvič na terenu organizirali telefonska javljanja. Imela sem prav sodelavca, ki je nosil tisto veliko napravo, tak kovček, v katerem je bil NMT telefon tako težek, da smo ga morali najprej preklopiti na elektriko, pa se tako pogovarjati, še smo bili privezani na tisto povezavo. Ne. V glavnem, en kup enih zanimivih stvari. Ja, ampak to se recimo, zdaj mi je padla na pamet ena situacija zraven na terenu pred tem samim dogodkom, ko smo imeli telefonsko javljanje, so šli z našo komercialistko naokrog in seveda ponudba je bila pripravljena, cene so bile pripravljene, opis, kaj se bo dogajalo. In pride Majda do mene pa pravi, res, da veš,
Trije so potrdili, 2 pa ne. Sem rekla, nič hudega, pač, če so trije, pa jaz 3, pa 3, pa jih je 6. Ne. No, potem prije pa ta sobota, ko smo imeli že vse pripravljeno zunaj pred temi trgovinami, majhnimi butiki, optika, ne vem, zlatarstvo. Pa pravi Majda, res, zdaj bi pa oni, bi pa tudi sodelovali, ko vidijo pa, da je to res. Sem rekla, Majda, danes je pa cena 2-kratna, ne. Zdaj pa morajo dvojno plačati. Je rekla, ne, kje pa, sem rekla, seveda. In so. In so plačali. Wow. Ja, tako smo se v bistvu Pomagali. učili, ne, in si pomagali. Ja. Potem pa te je na Pop TV povabil Tomaž Perovič. Ja, Tomaž Perovič je bil pa potem moj dolgoletni direktor informativnega programa na Pop TV-ju. Pač enkrat sva se srečala, rekel, da me vabijo k sodelovanju, da iščejo tako je rekel, da iščejo vremenarko. Sem rekel, pojma nimam, kdo bi to bil, ne. Pa pravi, ne, se tebe smo imeli v mislih, ne. Jaz sem rekel, kje to imaš, jaz nimam pojma o vremenu, jaz vem, danes je sončno, jutri dežuje, vmes nekaj oblačnosti. Je rekel, ne, to nič ne skrbi, te bomo vse naučili. In točno tako se je zgodilo, ne. In Trontelj, recimo, je bil tvoj mentor. Ja, Trontelj, mi s Tronteljom sva bila pa res takole. Res, on me je ogromno naučil. Moram reči, da me on res največ naučil in pa tudi dobro sem sodelovala z Branetom Gregorčičem, Andrejem Velkavrhom, Pečenkom, res tam. To so bili pač profesionalci, ne, oni so meteorologi. Mi smo bili pa neki, ne vem, kako se temu sploh reče. A si pa rekla, da ste imeli vsak svojo vlogo. Kakšna je bila tvoja? Ti si bila malo specializirana na določene stvari. Ja, da si jih bolj poudarila, no? to je potem verjetno prišlo s časom, ne, da se je vsak nekje našel na nekem področju. Poleg vremenske napovedi je bila še kakšna, ne vem, iskrica ali pa kakšen zaključek ali pa kakšna zanimivost. Ja, seveda, jaz ne morem iz svoje kože in sem imela v glavnem povezane s kmetijstvom teme. To mi je bilo, ne, tako, kdaj se seje, kdaj se sadi, kdaj je treba obrezovati drevesa, kako zaščititi, ne, slana, zaščitimo z kopreno. Tako da v bistvu to področje je bilo pol kar moje, no. Enkrat kmetica, vedno kmetica. Ampak kmetica si pol kasneje ratala, ja. Ja, uradno. Uradno, ja, drugače pa si že v vrtcu začela na vrt hoditi, ne? Že tako, kot so danes ugotovili, ne. Lepo je star oče, tako vsadil to ljubezen do zemlje, ja. Ja, res je bil neverjeten. Midva sva šla na vrt, pa so tiste prekle so bile visoke v fižol, pa so si potem lepila gor te liste, ne, in potem, ko sva domov prišla, se je nonica jezila, da vedno sva tako umazana prijela domov, da kje sva bila, ne, ampak pol, ko je videla tisto košaro stročjega fižola, nič drugega ni bilo pomembnega, bolj kot to, ne. Lepo. Na Pop TV-ju si bila 22 let. Ja, 22 let. In rekla si, da so bila zelo lepa leta, da je bila to sanjska služba. Sanjska služba. Prva sanjska služba. A je pa jih seveda še več. Prva sanjska. Vse so sanjske bile tvoje. Vse so sanjske, ampak ta je bila pa prva. Ja. Tako, ko sem prvič danes na podcastu. Ja, to je bila res, to so taki lepi spomini. Nikoli, niti v najlepših sanjah si ne bi mogla misliti, da je to, ne vem, pojavljanje na televiziji lahko tako hvaležno. Koliko ljudi razveseliš, koliko ljudi te gleda, tudi zelo odgovorno, ti verjamejo, ne, kar poveš. Takrat ni bilo interneta, ne, na začetku, da bi lahko šel kdo, so bila poročila radijska in potem poročila televizijska. Ekipa krasna, pa tudi spet je bil
malo je bilo drugače, nikoli se mi ni bilo zdaj iz Domžal do Bežigrada voziti v gužvi, ker jaz sem imela, takrat, ko so se ljudje vračali iz Ljubljane, sem jaz šla v Ljubljano, ne? In sem tam pač imela pol popoldne tistih par ur namenjenih vremenu. Rekla pa si tudi, da so otroci neradi s tabo hodili okrog, ker so te ljudje, pol neznanci na ulici spraševali, kakšno bo vreme. Ne? Ja, seveda, to pa, če si predstavljaš 14-niki, že to katastrofa, da morajo z mamo po mestu, ne. Se ni bilo velikrat, ampak takrat, ko je bilo, so pa 8 metrov ali pa 5 metrov pred mano ali pa za mano hodili, ne. In pa, če so bili za mano, so se mi v velikem loku izognili, ko sem se pogovarjala o vremenu, seveda. Ampak pač to je del službe, del tvojega imidža, ljudje te tako vidijo in jaz pa mislim, da sem tudi rojena, da se z ljudmi pogovarjam, da si vzamem čas. Se mi zdi, da ta izmenjava energije, da to je win-win kombinacija, ne. Ti ni bilo čisto to odveč, Ne. da si bila prepoznana? Ne. Lepo. Mogoče mi je še najbolj zdaj danes, zaradi tega, ker se mi zdi, ne da mi je neprijetno, ampak neverjetno, da me ljudje še vedno prepoznajo in me povežejo z vremenom. To se mi zdi, pa to je zdaj že, ne vem, 18 let nazaj. Ja. To zdajle pred snemanjem je prišla ena gospa v studio, ne, prej pa je rekla, Alenka, Strnad. Ja. Pa si rekla, nisem več Strnad. Ja, tile moje priimke, to je pa spet zgodba zase. Ja, Strnad si bila po prvem možu, a ne? Ja. Pa si pa vzela. Oziroma, pa si se pa drugič poročila z Američanom. Ko sem bila pa Oldroyd. Oldroyd, ja. Zdaj sem pa spet Resinovič. Ja. Tako, ja. Mogoče, se pravi, prvi mož je bil, zelo mlada si se poročila, pri 20-ih, a ne? Si tudi že zanosila takrat, si bila mlada mamica v študentskih letih. Kako je bilo pa to uravnavati, materinstvo, študij, pa še, rekla si, radioštudent, to je bilo. Smela veliko podpore, to je tudi pomagala. radioštudent takrat ni bil več aktualen. A ne več, aha. Ne, takrat na študentu nisem bila več aktivna. Starša sta bila oba še v službah, ne, ker to so bila res zelo, zelo zgodna leta. Še za tiste čase je bilo, danes je pa to sploh nepredstavljivo, pri 20-ih, ne. Ampak ja, zanimivo, fajn je bilo, ker sem imela na faksu, tudi je bila, čakaj, zdaj sem pa pozabila, kako je bila že tale naša vratorica, legendarna. Zdaj, ime mi je šlo, ampak nič hudega. Jaz sem Ano, moj prvi otrok je hčerka Ana, in sem Ano pripeljala, ko so bili tako, to je bilo tam, smo zelo blizu stanovali, ne. Sem jo pripeljala na faks in zdaj se mi pa res jezika se ne spomnim, ampak verjetno se bom kasneje. No, in mi jo je ona pazila. Wow. Ja, in je bila tam, in je imela tam in stajico in hojico in voziček in to je bila, zdaj pa, če si predstavljaš to elektrofakulteto, večinoma sami fantje, ne. Spomnim se, smo imeli enkrat izpit tam na Mafiji, matematika, fizika, ki je bilo tudi zelo blizu, pa ni imel nihče časa, da bi Ano popazil, pa sem jo s sabo vzela, ne, pa so bili tako, smo odzunaj čakali na izpit, da nas profesor pokliče, pa nas je tako po 3 klica, in ko sem bila na vrsti, sem Ano pač enemu fantu dala, ne, zdaj to vsi smo bili 20 let stari, 21, no, oni so bili še v vojski prej. To je bila takrat še ta generacija, ampak ni važno. Kar naenkrat jaz sedim v predavalnici, se fokusiram, si tako manem roke, kako super, tole bo zdajle top, ne. In kar naenkrat slišim en jok zunaj. Potem se tako, je nekdo vrata odprl, ne, in Ana še ni bila 1 leto, po vseh 4 noter pride, ne.
In potem to se je čas ustavil in potem profesor pravi, no, poglej, čigav pa je ta otrok, pa jaz takoj, moj ne, pa prva, pa edina ženska tam. V glavnem, tako da pol je rekel, no, kolegica, prosim, kar tole uredite, pa pridite nazaj notri. No, tako sem šla pol ven, sem rekla, pa kaj zdaj z vami? Ne? Ja, pa kaj? Pa sem rekla, pa dobro, pa se, to boste pa ja že zrihtali, ne? No, tako da ja, je bilo veliko zanimivih zgodbic. Noro, joj. Katere od izkušenj z radia in televizije ti še danes koristijo? To, kar si se naučila glede medijskega nastopanja? Predvsem bi rekla, komunikacija, to je itak izven kategorije, ne? To se mi zdi predpogoj. Zelo, zelo veliko sem se naučila tega interakcije z ljudmi, ne samo v živo, ampak tudi preko medija, ne? Preko radijskega etra, televizije, kako nagovarjati ljudi, kako v bistvu to pravo mero nečesa, da nisi vsiljiv, da nisi naporen. Pač najboljši recept je, bodi kar si, ne. Se pravi, pristan, naraven in to mislim, da mi je, da sem se tam pa res izpilila do, ne bom rekla do perfekcije, ampak kar visoko gor, no. To se mi zdi še danes, da mi to zelo veliko pomaga. In zato pol te radi tudi, mislim, vem, da si bila tudi voice coachinja, trenerka glasu. Sem hotela reči, radi povabijo, da poučuješ druge, ker prej si že govorila, koliko si se ti naučila od svojih mentorjev, potem si bila pa tudi ti mentorica. In poučevala si tehnike govora in dihanja. Pa me zanima, kako dihanje in pravilna uporaba glasu vplivata na samozavest in nastop pred ljudmi. Če lahko malo o tem poveš. Ja, dihanje to je res tako kompleksna aktivnost v našem telesu. Ko se rodimo, prvi dih, potem zadnji dih, ko se poslovimo, vmes neprestano dihamo. Po nekaterih vzhodnjaških filozofijah je recimo pač naša usoda zapečatena z številom vdihov, ne, kolikokrat vdihneš, toliko časa boš živel. Zdaj pa po tej filozofiji to pomeni, da si lahko življenje malo podaljšaš, če globoko dihaš, če dihaš počasi, ne, in to je recimo ena zelo, zelo pomembna tehnika, ki bi jo morali učiti v šolah, v vrtcih, doma. S tem se je treba ukvarjati. Ljudem je treba povedati, kako se pravilno diha. Zakaj? Zato, ker če ti pravilno dihaš, ko pravilno dihaš, masiraš notranje organe, revitaliziraš svoje telo, duha umirjaš. To je večplastna aktivnost, ki je nepogrešljiva. V današnjem svetu pa sploh, ker je zelo stresno. Ne? Živimo hitro, neučakani smo, ne znamo se ustaviti. Ne? In ta sposobnost, da ti pravilno dihneš, da napolniš, recimo pač različne tehnike obstajajo, ne? Dihanje s prepono, dihanje s pljuči, dihanje z zgornjim delom, to pasje dihanje, ne? Ki pride v poštev za moje pojme v zelo redkih situacijah, najbolj pa pri dihalnih vajah, ker tudi to je treba krepiti. To tako kot s knjigo, moraš kakšno malo ne tako zelo posrečeno knjigo prebrati, da potem, ko vzameš v roke res eno delo, ne, da veš, wow, to je pa to. Ne, in isto je pri dihanju. In zdaj, kako vdihnemo, to si najbolj, ne vem, plastično lahko predstavljamo, da je tvoj trebuh balon. Ne, in ti zdaj globoko vdihneš in če damo roko takole na popek, tle nekje v bližini popka, globoko vdihneš in ta roka mora iti stran od telesa najmanj za 3 centimetre, ne, da mi napolnimo ta del. Potem pa mi napolnimo še pljuča in tako naprej. Tako da dihalne vaje so, ne vem, globoko vdih,
na hitro izdihneš in spustiš vse tegobe in težave in ne. Včasih se ti lahko malo zavrti, zato je prav, da na začetku sedimo, potem lahko stojimo, lahko delamo dihalne vaje tudi v ležečem položaju. Pomembno pa je, da se tudi rebra premikajo in tu smo zdaj že pri teh, ne, ko recimo vdihneš, se to vse napne in ti lahko čutiš to življenjsko energijo, svežo energijo, kako ti požene kri po žilah, ne, in potem tisti izdih, ne, kako grejo vse ti tegobe in vsi problemi ven iz tebe. In potem, ko to ozavestiš, se ti zdi to fajn in se dobro počutiš. Ja, in dih je vedno na razpolago, ne rabiš nekih rekvizitov, a ne, Točno tako. Vedno je tu. da nam umiri in telo. Tako. Ja. Pred 40 leti si se začela ukvarjati z jogo. Kasneje, ko si bila še na Pop TV-ju, pa si v Domžalah doma imela joga studio Rezis. Pri tebi je vse rezis, rezina kuhinja in tako. Ne. To si napisala nekje oziroma povedala, da je to blagovna znamka tvoje ime. Tako da super, meni se zdi fajn, da to uporabljaš povsod. Me veseli, hvala. In imela si po 3 polne skupine na dan in si bila v odlični formi. Kateri trenutki iz tistega obdobja ti najbolj ostajajo v spominu? Ja, joga je bila takrat res čisto na začetku, ne. Jaz sem svoje znanje pridobila pri Sabrini Meško, to je ta ameriška struja ali pa ta del, delno sem pa hodila v Indijo in sem se tam tudi učila teh veščin, asan, dihanja, ogromno vaj, velik poudarek na meditaciji, dihanju in tako naprej. S tem sem se potem spoznala. No, tako da pol, enostavno se mi je zdelo, zakaj pa ne bi jaz to malo razširila tega znanja. No, in je bilo res presenetljivo, veliko, vse skupine polne. Dobro, to ni bilo zdaj, to je bilo 6 ljudi, to je bila ena soba, ampak jaz... To je 18 ljudi na dan, če so bile 3 skupine. To ni malo, sploh ni malo. Tako in zelo, zelo res prav oboževale so, no, vse od prve do zadnje. So bile pa v glavne samo punce, no, dekleta, ženske, žene so bile na teh mojih vajah. Ja, luštno je bilo, to smo, na koncu, ko je bilo sproščanje, so tako 3-4 od 6 zaspale. To je bilo neverjetno. To je super. Ampak je res, to je tudi ta tehnika glasu, pa da ti recimo lahko dihaš, kažeš, pa še govoriš. To je tudi posebna veščina, ne, in globoko vdihneš in izdih. Da je to vse povezano in sinhrono. In še tvoj lep glas zraven. Ja, Tako da ne čudnega, da so zaspale, ki jih je tako povedala. Ja, zaspale. No, ampak pol pač, lej, pri tej tretji skupini sem jih lahko že pustila, ne. Ne, saj smo se pol smo se, ja, veliko smo se tudi pogovarjali, pa razglabljali o sami jogi, ne, kako je to pomembno. In meni se zdi, da če osvestiš samo enega človeka, pa je to že velika zmaga, ne. Ja, se strinjam. Samo, da nekdo začne drugače razmišljati. Ne. Spremeni sebe in spremenil boš svet. Zdaj, tega nisem dolga leta razumela, kako bom jaz sebe spremenila, kako bo to vplivalo na svet. Pa sem si potem predstavljala, da sem nekaj dobro. Mogoče, če veliko ljudi tako razmišlja, pa potem res pride do nekega premika, do neke spremembe v svetu. Ampak potem sem pa pogruntala, da to verjetno moj svet, notranji svet, ne. In potem je bilo to tako nekako zelo zanimivo, veliko odkritje. Jaz sem se spremenila in tudi svoj notranji svet sem spremenila. In to je zdaj postal naenkrat svet, v katerem sem nedotakljiva, svobodna, neuničljiva, glavna, to je moj svet. In sem se začela dobro počutiti in sem začela vso to energijo v bistvu črpati iz tega svojega notranjega sveta.
Ja. Ampak to prideš verjetno tudi z leti, ne? Do tega spoznanja. Tako da tudi lepo se starata, ne? A se rada staraš? Ja, priporočam. Ja, Ja, to je meni se res, zdi tudi fajn. Ja. to je res fajn. To se mi zdi pa eni boljših stvari. No, najboljša stvar, ki mi je v življenju uspela, so otroci, 3 krasni otroci. Ta druga stvar je pa ta proces staranja. To se mi zdi pa čista zmaga. Za vsak dan sem hvaležna. Če se vrneva nazaj k jogi, praviš, da moraš pri jogi vedeti, kaj se dogaja v nas, da lahko pošljemo zdravilno energijo po svojem telesu. Kako lahko začnemo razvijati to notranje zavedanje? Ja, predvsem se mora človek odločiti, da bi s tem, se pravi z jogo, ali pa s čimerkoli drugim, pač naredil en korak naprej. Velikokrat se mi zdi, da smo zelo ujeti v neke stare vzorce, si ne znamo pomagati, ne znamo stopiti iz tega kolesja ven. Ne, zdaj, recimo, joga se mi zdi ena krasna veščina, če jo obvladaš, ker je povezana zelo močno z meditacijo, sproščanjem. In v tistem stanju, to je tako kot recimo, da bi dal prosti tek v avtomobilu. Ne? Prosti tek, vse je mogoče, gremo 1., 2., 3., ampak ta prosti tek ti daje pa to možnost odločitve, ne, kaj boš naredil s svojim življenjem, kako boš ukrepal, s čim boš začel, kakšni bodo tvoji nadaljnji koraki. Vse je povezano z odločitvijo. Ne, vsak dan, teden, mesec, leto, vse življenje so same odločitve. Kako bom ostal? Ali bom dobre volje, ali bom slabe volje? Ali bom z levo nogo, ali bom z desno? Ali si bom najprej zobe umil, bom šel najprej, ne vem, se počesati. Ali bom v službi, tudi če niso te odločitve tako očitne, so nekje pri nas v podzavesti mogoče nekje prisotne. In vedno imaš možnost, in zato jaz pravim tudi, recimo, ko se s prijateljicami pogovarjamo, ne, pa kdaj tudi malo kaj pojamramo, ne, pa jaz mogoče probam, ne da bi delila kakšne nasvete, to nikakor ne, ampak mogoče, da stopiš iz tiste cone udobja, ne, to je pa težko. Tu pridemo pa do velike, velike težave, ker tam je le fajn, ne imamo en kup enih komentarjev, pa nismo zadovoljni, pa nam ni v redu, ne, radi bi nekaj več, drugače, ampak pač, če ti skozi eno in isto ponavljaš, ne moreš pričakovati neke spremembe, ne. Tako da joga ti daje tudi nekakšen poligon, neko igrišče, kjer si lahko ti in se lahko ukvarjaš sam s sabo. Jaz se ne morem ukvarjati z ljudmi okrog sebe, pač več, kot je potrebno. Jaz imam preveč dela sama s sabo, ne. Moram dihati, pa moram vaje za lepe prsi, to je treba nujno narediti. To je za vsako žensko. Zakaj tega ne povejo v šoli? To traja natanko 30 sekund. Vse lahko drugače poimenujejo. Vaja za bicepse, za ženske. Ne? In to ukvarjanje samim seboj, to se mi zdi tako kot neka poezija. Vedno je neka melodija, melodika, rima, vse se ti poklopi tako, kot je prav. Ampak se pa moraš ukvarjati. In potem ne samo pri tem ostati, pri tem sanjarjenju ali pa v teh pripravah, ampak vsake toliko časa je treba narediti pa tudi nek odločilen korak. To je pa težko. Rekla si, da se ti zdi pomembno tudi, da se masiramo, se pregnetemo, se Se dotikamo. objemamo. In to govoriva, da sami sebi to dajemo. Ja, ne? Da imamo ta če imaš stik koga s telesom. drugega. Ja, je tudi Veš, fajn, ne? pač ja, jaz se sama masiram, ne, to je vedno fajn.
na dan rabimo 16 objemov. Lej, jaz sem danes, že sam, da sem prišla v vaš studio, jih imam že 8. Se pravi, jaz sem že na polovici. Če pa ni slučajno nikoga, je pa vedno to. Pa to je še fina jogijska vaja, ker se fino, kar poka, slišim, kako mi poka. To so tudi objemi, ne? In potem to tapkanje vedno proti srcu, ne? Ta masaža. To je fajn, pa se ima tako le zadnji po ta zadnici, ne? Škoditi ne more. Ne, sigurno ne. Se ti zdi, da ljudje danes premalo poslušamo svoje telo? Ja. Ja. Ti ga znaš poslušati, ko reče? Se trudim. Ja. Se ne povoziš, ko rabiš počitek, si ga dostikrat daš. To je pa, če si ga kdo zna vzeti, si ga jaz znam vzeti. Lahko preveriš pri mojih domačih, zaradi tega, ker sem v resnici pravi zapečkar. Ne? Najbolj srečna pa sem, če lahko tako zjutraj nadenem predpasnik. Ne? Tako da to sem pa, potem sem pa to jaz. Tako da ja, velikokrat vzamem si čas za počitek. Za počitek, za sanjarjenje. Jaz vem, da sem zelo, zelo naporna za okolico. Zaradi, ker vse te stvari, ki jih imam v glavi, dolga leta sem pričakovala, da to vsi, ki so okrog mene, vejo. Zdaj sem se pa že naučila, da povem te pomembne stvari tudi na glas. Tako da dejansko seznanim okolico, o čem razmišljam. Ne, da ne pride do to, zaradi tega je lahko prihajalo do konfliktov, do nezaželenih situacij, pa slabe volje tudi recimo, ne, na vse zadnje. A poveš kak konkreten primer? Ja. Sem to, da si lažje predstavljamo. Ja, recimo jaz si rečem, zdaj se bom oblekla, pol bom pripravila vse za juho, bom dala juho kuhati, pa bom pa, ne vem, recimo z Lukom, ne, to je moj drugi otrok, starejši sin, ki je star sicer zdaj že 38 let, ampak midva sva tandem zdaj v tem novem družinskem podjetju, ne. Pa rečem, Luka, pa kje si ti? Pa pravi, Nani, jaz sem tu. Ja, zakaj pa še nisi oblečen, a ne greva? Ja, kam? Ne, kam? Kaj, to, kar imaš ti v glavi, tega jaz ne vem, povej. Ne? Ja, to je bilo zame zelo, zelo, zelo težko. Ampak verjetno je ta moj življenjski slog, ki sem ga imela, ne, skozi to svoje najbolj produktivno obdobje, je pač to od mene zahtevalo, da so stvari urejene. Ne, jaz nisem nikoli na dolgo in široko razglabljala, pa filozofirala, pa ne vem, se pogovarjala. To ni časa. Ne, akcija. Nimam časa. Meni se hiti živeti, ne? Nimam časa. Mudi se ti živeti, ja. Zakaj te pa Nani kličejo, ko si prele rekla, da je rekel Luka Nani? Ja, Nani smo se pa kar pač tako odločili, ker je prišel prvi vnuk, zdaj star 14 let, Max, je bila babi že zasedena, zaradi tega, ker je očka, pač v njihovi družini očka ima starejšo sestro in je že ona imela prej otroke in je bila babi in dedi, sta bila. Babi in dedi, in pol, ko se je Max rodil, sem se morala, zdaj oma ne bi bila. Nonica se mi tudi ne zdi, ne. Pa smo pa rekli, pa bom pa Nani, ne. Ja, ful lepo, nisem še slišala tega. A ja, ne? Kakšni rečejo tako? Nana je pol, ja, Nana, Nani. Neni, ne, pač, ampak to je pač drug pomen. Ja, Nani. Neni je bolj varuška. Bolj varuška, ja. Ja, meni všeč. Zdaj sem jaz za vse. Za vse sem si in Nani me kliče, edin mami, no, mami me ne kliče Nani. Ja. Ona je pa klasika. Kako te kliče? Alenka. Alenka, ja. Rekla si, nikoli si ne smeš zastaviti prenizkih ciljev, da pričakuješ napredek. Ne smeš pa si tudi previsokih ciljev zastaviti
in pa potrebuješ pogum, zaledje in tudi malo norosti. In kot si sama rekla, si zaledje imela pri starših, kaj pa tale norost, ki si rekla, da si malo trčena, da si upaš sploh iti. Kaj to pomeni v tvojem življenju? Kako se to odraža, ta malo trčena v odločitvah, ki jih sprejemaš? Ja, to je, ni enostavno, ni enostavnega odgovora, ne. Zdaj, če bi hotela dati kakšno, ne vem, primerjavo ali pa kakšen primer, tudi zelo težko bi se odločila, kaj je to, kar me okarakterizira kot trčeno ali pa malo tako šušu, ne. Verjetno gre to čisto lepo in sprejemljivo za okolico, skupaj z mojim karakterjem, ne. Ljudje me poznajo, vejo, da jih pač že ne morem več presenetiti. Vedno je nekaj novega, vedno je nekaj, so kakšni dodatki ali pa spremembe. To že spet bom rekla, ne, je naporno za okolico. Zame je pa to nekaj najlepšega. Zato, ker dejansko se mi ni treba skrivati. To sem jaz, tak je moj karakter. Jaz sem vesel človek. In jaz ogovorim ljudi. Moji recimo turisti, ne, zdaj, če se malo dotaknem zdaj moje druge sanjske službe. Moji turisti so pač zaprepadeni, ker oni pridejo in potem preživijo določeno obdobje z mano in potem grejo, ne, ampak z vsemi ohranjamo kontakte. To je res neverjetno, kakšne vezi se spletejo. In oni ne morejo verjeti, da sem jaz sposobna ustaviti avto sredi Italije in vprašati tam mimoidoče, kje pa je to in to. Ja, kako saj imaš Garmina, ne? Mislim, zdaj sem rekla Italijo, zato ker Slovenijo se mi zdi, da jo dosti dobro poznam. Čeprav se mi je zdaj utrla ena ideja, lahko bi to malo tako pofejkala, ne? Zato ker vidim, da je to ljudem všeč. Pa se kar tako malo ustavim, pa malo poklepetam, hecam se. V glavnem, to jim je bilo nepojmljivo, ne. Kaj sem jaz zdaj njega sprašala? Ja, pač gremo tja pa tja, cesta je bila zaprta, zanima me kako, in oni tam Italijani to z rokami delajo, se pogovarjajo, komunicirajo in smo prišli na cilj, ne, in potem je bilo to jim je bilo res neverjetno. Ali pa zdaj 1. januarja smo šli na Veliko planino, pa potem popoldan nazaj k nam v Domžale na kulinarično delavnico in vmes smo videli na poti ene konje, ne. In potem je ena od teh deklic, ki so bile 3 otroci majhni, je rekla, da bi pa ona rada šla tele konje pogledati. In pa sem rekla, nazaj greste, se bomo ustavili. In tudi seveda, da se ustaviš, 1. januar, ne. Pozvonim, ljudje odprejo, srečno novo leto, oni si, to so bili praznovali, tile so bili čisto začarani. Lepo, ja. Ta spontanost, ne? Da Ja, vidiš, kaj ti nudi pa trenutek. to prisrčno, da ti pokažeš neko spoštovanje, pa to, da si do vseh ljudi enak. Meni ni pomembno, ali je nekdo z bajnim bogastvom ali pa je nek preprost človek. Danes zjutraj, recimo, se peljem Domžale Trzin in vidim, da je tam, ko pride cesta iz Mengša, da je avtobus se ustavil in je dal enega gospoda ven z rukzakom in s palico. Pa jaz njega gledam in ta avtobus gre pol desno proti Ljubljani. In jaz sem rekla, kaj pa zdaj? In se obrnem, grem čez Trzin in se ustavim in sem rekla, gospod, kam pa greste? Ja, se ne vem čisto točno. Iz Sevnice je prišel s palico, oba kolka operirana. Jaz sem ga pol tja peljala in evo ti, kaj češ lepšega? Pa kaj mi to stane? Nič. Ja. Skoraj sem se objela. Ampak jaz sem mu tam rekla, zdaj pa ta cigaret, da ga slučajno ne vržete na tla. Tole zdaj sam tako in je bil čist, me boste peljali, sem rekla, jaz sem s cigareto, ne morete v avto. In bo si zabasil tisti cigaret, čist glihkar si ga je. No, sem rekla, tako sama pri sebi, bi ga še objela, če ne bi kadil. Ampak pustimo, to ni pomembno. Prej si omenila turiste in večinoma delaš z Američani.
Pa bomo o tem še več kasneje povedali, ampak me zanima, ker je bil, prej smo že omenili tvojega drugega moža, da je bil Američan, mislim, da sva rekli, ja. Bil je pa poleg tega tudi mormon, to se mi zdi zanimivo. Kako je kaj ta njegova vera vplivala na tudi tvoje življenje? Ja, to je bila spet zgodba. To je bila... sploh ne vem, kje ne se lotim. Pa to sploh koga zanima, no. Ja, meni se zdi zanimivo. A res? Ja, ker rekla si tudi... Roke gor, kogar to zanima. Rekla si, da je zelo zanimivo, mislim, tako nenavadno spodnje perilo, tako v enem kosu, zgornji in spodnji del. Ja, mormoni zelo spoštujem. Nisem poznala te vere, dokler pač nisem njega spoznala, ampak midva sva se spoznala na Havajih. On je prišel tja umret, ker je imel zelo hudo obliko raka. In pač sva se tam spoznala, ne vem, midva se niti poljubila nisva na Havajih. To ni bilo, to je bila ena posebna, ne vem kaj, kako naj to poimenujem, energija, ampak jaz sem rekla, da lahko kadarkoli pride, da ga bomo mi pozdravili. In ste ga, ne? Ja, mi smo ga pozdravili. Moja mama mu je vsak dan hodila iz Ljubljane v Domžale kuhati tiste svoje korenčke, pa kolerabice, pa špargle. V glavnem, tule tudi moram reči, kar se tiče zdravstva, da so ga zrihtali res on je še zdaj zdrav, on je zdrav človek. Noro, res, noro. Ja. In njegova mama ti je bila blazno hvaležna, ker si vrnila si. Tako, on je, ko sem se vrnila domov, ker to je bilo čisto na koncu mojega bivanja na Havajih, čez 14 dni se on pojavil v Sloveniji. Tako, z 2 vrečkama. Mi kasa, tu kasa. Mislim, kaj tazga. No, moja mama rekla, pa dobro, kaj, pa ne gre v hotel, ne. Zdaj, kaj, ne more iti v hotel, ne, tlele imamo tako veliko bajto. No, in potem sem se poročila. No, a ni fajn? No, pač, tudi, jaz bi spet rekla, da sva oba nekaj od tega pač pridobila, no, tako bom rekla. On se je pozdravil, jaz sem se pa tudi malo na svoje noge postavila. Tako da je bila spet dobra izkušnja. Ja, to spodnje perilo ga je pa slekel, ne, in to je bilo vse v enem kosu, oni tudi nimajo nikoli odprtih ramen. Vedno nosijo te majice s kratkimi rokavi vsaj, pa seveda to je banalno, zdaj mormonska vera je čisto nekaj drugega, ampak tako sem jaz, to je bil moj prvi kontakt in on je to zažgal. Aha, ja. Ja. Je začutil, da mora iti stran, da se bo lažje pravzaprav pozdravil, mogoče tudi, če to spusti. Mogoče, da je te spone, oni vse... Toga pravila. Tako, ti pa tudi tiste, to, kar ga je težilo, pa kar ga je mogoče tako tiščalo, ne, on je to dobesedno zažgal. Wow. In bolj je ozdravil. Mama mi je bila pa, mislim, celotna družina, oni so bili neverjetni. Ampak to je bilo, vsi so se veliko pogovarjali, ne. Pa ona mi je brala tudi to mormonsko knjigo, pa rekla, da je ona zdaj že 90-tič bere, pa vedno nekaj novega. To mi da, to ti da veliko misliti, ne, o tej hitrosti, pa tej površnosti, kako dojemamo stvari, mi se ne poglobimo, ne. 90-krat je to knjigo, recimo, ne, prebrala. In je rekla, da oni drugače ne podpirajo zakonov, mormoni se med sabo poročijo, no zdaj verjetno niti ni več tako zelo striktno, ampak je rekla, ker sem njenemu sinu rešila življenje, sem pa dobrodošla, ne. In to mi je bilo res zelo, zelo zanimivo in zelo lepo. In zelo dobro so se tudi razumeli. Čeprav mi je vse čaje pa kave stran vrgla. To se ne sme pri njih piti? Ne. Aha. Pa prebrala sem, da tvoja mama pa njena mama, da ste se bili podobni kot jajce dvojčici. Jajcu. Noro. Jajc ne moreš verjeti. Wow. Ampak značajsko pa ne, bolj sam vizualno. Ne, vizualno. No. Njegova mama pa moja sta tako kot ti pa jaz. Ti si bolj mila, jaz sem pa bolj
glasna, pa bolj tako. Moja mama je tudi tako bolj odločna, bolj udarna, ne, ti si pa ta nežna duša. Njegova mama je bila zelo nežna duša. Zelo lep človek. Tako kot ti. Hvala. Tole mi je tudi zanimivo. Ne, mogoče najprej tole še, ja. Da ste se preselila na Havaje in za marsikoga to zveni sanjsko. Kako je bilo pa v resnici tam biti na Havajih in zakaj si se tako hitro vrnila? Še dobro, da znam tako dobro dihati. Kakšno vprašanje, zdaj kar eno na drugo. Ja, Havaji so res. Prvič sem šla na Havaje k stricu. Takrat si spoznala pol njega, Takrat sem pol njega spoznala na koncu teh počitnic. No, moram pa še to povedati, mogoče bi se vrnila spet, kako sva se spoznala in da sem rekla, da v torek, naslednji torek, bom pa v Los Angelesu, v tistem nekem Disneylandu in me je on tam čakal. On je prišel iz Havajev in je tam sedel. In mi smo se videli in sem rekla, da toliko o tem. No in potem je pa pač prišel on v Slovenijo, pa je bila poroka in potem pa je prišlo pa do tega nesrečnega padca na maratonu Franja, ki si je on ključnico zlomil. In potem je padel pa res v zelo, zelo hudo depresijo in je hotel iti domov. Pa so mi pa tudi moji domači spodbujali, čeprav sem jim rekla pred poroko, da nočem iti v Ameriko, ampak so mi pa rekli, pa ne moreš biti tako kruta, pa pejt. Tako da sem se sem rekla, ampak pod pogojem, da greva na Havaje, ne. Nisem hotela iti pač v Utah, čeprav na koncu tam pristala. Havaji so bili fajn, jaz sem bila tam sprejeta na univerzo, dobila sem sanjsko štipendijo. Oceanologija, ne? Oceanografija, ja, oceanografija. Vse se je lepo odvijalo, ampak pač on je bil pa ta tipičen moški, Američan, lovec, on mora skrbeti za ženo, ni pa tam dobil službe. In bolj, ko sem mu jaz razlagala, da od te štipendije pa pač ameriška in naša, da lahko mi doživiva krasno življenje. No, pol je pa dobil službo v Utahu, v Uti, ne spomnim, ko so to v Uti. In potem so se pa preselila v Utah. In to je v bistvu država mormonov, ne? Ja. Tam mislim, če so kje mormoni, so tam. Tako. Večinoma, ja. Tudi v Sloveniji so kakšni. Vem, da imajo, ja. To so te fantje, ki so v teh oblekah. Tako, hodijo naokrog, širijo znanje. Tako. Ja, fajn, se to. Lej, sej z vero ni nič narobe. To je, ampak ljudje pa ne naredimo škodo. Ali kako bi temu rekla, malo zavijamo razne deviacije. Ja, jaz spoštujem vse ljudi. Nisem bila sploh zaradi tega, ker je bil mormon, ali pa da bi ga jaz silila, da pač moram priznati, jaz ne vem, a je on zdaj nazaj pristopil ali ne, vse to ni pomembno, ampak gre za to, da je on v tej fazi ozdravitve čutil verjetno, da mora to narediti. Ja. Tako da po 2 mesecih si se pol vrnila v Slovenijo. To je bilo pa še malo bolj zapleteno, seveda, ker sem takrat bila še na Vremenu, na Pop TV-ju in sem se morala vračati. Točno, ja. In sem takrat potovala, mislim, da sem šla 11-krat. Sem je že mešala od teh letal, pa od teh letališč, pa od teh poti. No, tako da pa sem se pa odločila. V bistvu, ko je bila hčerka noseča s svojim prvim otrokom in ko je bil moj oče operiran na srcu, sem se pa odločila, da to je pa zdaj pač dosti pomembno, da grem jaz domov. Ja. In sem se lepo poslovila in sem šla. Kaj pa to? Po hitrem postopku. Ja. Na to se navezuje tale stavek. V pesmi, ki si jo napisala ob svoji 50-letnici, si rekla: res sem rojena pod srečno zvezdo, še z moškimi imam srečo, pridejo in odidejo. Jaz pa sem samo naravna, iskrena in včasih naivna. Pa kaj, točno takšna sem si všeč in krasno se počutim v svoji koži.
Amen. Ja, to je bila ena pesem, ki sem jaz napisala za svoje prijatelje ob 50-letnici. Ki je veliko daljša, seveda. Ja, pesem, ja. To je samo delček. Tako, in sem jo tudi posnela in skozi glasbeno podlago. Tako, mislim, da mi je kar dosti dobro uspela. No. Ja, to je dejstvo. Še z moškimi imam srečo. Ne, to, mislim, kaj ne rečem, pač nisem za to. Vse to ni nič takega, nismo vsi za vse. Ampak tukaj me res zanima, zakaj misliš, to sem ti tudi že po mailu te vprašala, če te smem to vprašati, a ne? Vedno sem imela občutek, če človek pride iz disfunkcionalne družine, da pol ne zna najti partnerja. Ampak zdaj pa srečujem tudi ženske ali pa moške, kakorkoli, ki so iz srečne družine, pa pol rečejo, jaz nisem za to. Se ne vem, če imaš odgovor na to, ampak... Nisem se narobe, sem se izrazila, nisem se dobro izrazila. Ne, da nisem za to, ampak nisem več za to. Aha. Nisem več za to. Jaz sem se imela super, kadarkoli sem imela partnerje, to jih lahko na prste ene roke preštejem, to se pravi, nekaj izkušenj pa imam, ne? Ampak zdaj sem s tem zaključila. Zato, ker mislim, da imamo vsi v sebi neko varovalko. Kot ti pove, to je pa dosti je bilo tega zdaj. Zdaj pa dosti, zdaj s tem zaključimo, gremo dalje. Druga področja, drugi izzivi, druge zmage. Pač meni ne manjka, ne sanjarim o moškem, nimam nič proti njih, imam ogromno dobrih prijateljev, ampak nisem pa intimna z nikomer in tudi ne bom do konca življenja, ker sem se tako odločila. Jaz sem se izživela, luštno je bilo, fino sem se imela in to je to. Otroke imaš, Otroci so krasni, super, lej. Imaš tako polno življenje, se pravzaprav skoraj ni prostora za moškega, ni res? Točno to, kaj bi ta moški delal v življenju? Bogi. Se počutil zanemarjen, ker nič ne bilo. Ja, ne vem, kaj bi bilo, ali pa ne bi bil srečen. No, v glavnem, eno obdobje, še pol po drugem zakonu, sem rekla, da če bi pa zbirala, bi izbrala pa enega s traktorjem, ne. To je bilo pa pol, ker sem, ne vem, to je bilo v enem intervjuju, ko sem to prebrala, sem rekla, okej, Reza, to je to. Z moškimi si zaključila. Ne, ni pač super, ja, Bog nas je ustvaril, moške, ženske, skupaj imamo otroke, gradimo življenje, dosegamo cilje, zmage, si lepšamo življenje, vsak trenutek. Ampak jaz imam zdaj res toliko stvari. Ja. Lepo, da je toliko poln, da imaš tako lepo življenje. Ja, da si res. tako zadovoljna, ja. Rekla si moškega s traktorjem, tako da greva na kmetovanje, se mi zdi, da je to. Super iztočnica. Kakšen je bil občutek, se pravi, to je bil, ko si že v Ameriki, na Havajih si razmišljala, če bi kaj doma, pa bi česen sadila. Ali gobe. Ali gobe, aha. Česen ali gobe, to je bila dilema. No, pa sem šla pa na ene konzultacije, Kmetijski inštitut v Mariboru, so rekli, da lahko naredim izpit za kmeta. Pa sem pa, tam je bil en profesor, in sem rekla, gospod profesor, kaj pa vi mislite, je rekel, česen. Mi imamo še 25 kil avtohtonega, spomladanskega, ptujskega, slovenski, je to tak česen. A ste za en projekt? In smo šli v projekt. Wow. In sem potem od sklada kmetijskih zemljišč dobila zemljo. Oni so mi dali seme. Jaz sem seveda moje otroke in oba starša do konca zagnjavila, da so delali, ker noben drug ni hotel delati. Tako da, ampak so bili pa enkratni, ne. S tem česnom smo imeli tudi cele zgodbe. Ja, na koncu, ko smo eno tono iz teh 25 kil naredili, je bilo to 7 let, kot bi mignil. In moja mama je rekla takrat, da sem kot general brez vojske. Ampak vse so bili oni tvoja vojska v bistvu, ne? Ja, to sem jih jaz v bistvu prosila, ja. Jaz sem jih, no, vse so mi nekateri prijatelji, moram reči, ko je bilo treba, so mi tudi uskočili, ker to, če sem ima kolobar na 4 leta in
zdaj te nive so, je bilo treba pa še fižol, dati not. Zakaj bi bila ta zemlja, ali pa je pač v glavnem en kup enih kombinacij je bilo. To ni preprosto delo, to je zelo kompleksno, zelo odgovorno in mi smo naredili iz tega spomladanskega, ki je droben in zelo aromatičen. Tle mi pa moj brat, ki je agronom, žal že pokojni, no, ampak on mi je takrat pač svetoval, kako se ne stvari lotim in on je res genialc. Mi smo takole naredili iz majhnega spomladanskega smo dobili velike jesenske ali pa zimski, marsikdo pravi zimski česen, s tem, ko je postal večji in je ohranil to aromatiko od spomladanskega, je bila to čista zmaga. Wow. Tako da pol po 7 letih sem vprašala otroke in starše in so vseh 5 je reklo, dovolj je bilo. Tako da smo zaključili pol s to zgodbo. Ste pa delali tudi česnovo tinkturo pa česnov čips. Za česnov čips še nikoli nisem sploh slišala. Ja, kako si dobila idejo za to? Ja, to je bilo tega česna. Ja, preveč, ne? Tega česna je bilo, to si normalen človek ne more predstavljati. Bogi moji otroci. Pri nas je bilo vse od tega česna. To smo kar čez, morali smo imeti take poti, da smo se lahko gibali. Ampak, vse smo spletali, pa še vedno je tega česna ful ostalo, ne. Ogromno ste ga prodali, seveda. Mislim, večino. To smo ga kar imeli za razplod za naprej, ne. Ampak ste tudi prodali. Tudi smo vmes, ja. V glavnem, potem je pa se pojavila ideja, da dajmo zdaj to posušiti in pa smo ga to rezali, ampak to, da moraš rezati s kovino, zaradi tega, ker so vse te sestavine in kovina ni dobra kombinacija, se pravi, bi moralo biti to vse neki leseno in te cele skladovnice česna in pa smo to vse sušili in pa smo se učili, kako je to treba sušiti, da je ravno prav. V glavnem cela znanost. Ampak ta česnov čips je bil tako, da si ga tudi samega zobal. Po česnovo tinkturo so pa ljudje hodili, pa smo imeli zraven tudi recept, ne, začneš 1 kapljica, 2 do 15, pa nazaj. In to je bil res tisti česen, ki rečeš, wow, ne, ni tega vonja po plesni, ne. Zdaj imamo spet nazaj, ampak eno obdobje si pa v trgovinah težko dobil pravi slovenski česen. Sam kitajski. Mislim, ne sam, ampak večina velik tega. Bolj, ko vidiš, kje to rase, ne, si pa rečeš, ne, tega pa ne bi. No, in od kmetovanja greva k kuhanju. Ti, ko si bila mlajša, recimo še, ko si bila mlada mamica, nisi znala kuhati, je mož bolj kuhal, kakor ti je, ne? Kako je pa prišlo do tega preobrata? Ja, sem se morala hitro naučiti kuhati. Ja, ker tu pa zdaj ni bilo več, dobro, mama mi je ogromno, ne veliko, pomagala. Ona iz Ljubljane je očeta pustila na faksu za Bežigradom, je prišla do Domžale, je kuhala, to je bilo vse pravilno temperirano, vsak otrok je prišel iz šole, je imel, ampak slej ko prej sem se pa morala sama tudi naučiti, ne. In jaz se spomnim, že kot otrok, moje prijateljice so pomagale doma kuhati, ne, jaz sem vedno rekla, pa kaj ti delaš v kuhinji, kako to? Ja, pa jaz to, pač to je normalno, jaz kuham vse, ne, ti pač, ne vem, 7., 8. razred osnovne šole, pa gimnazija, to je normalno. Moja mama je pa vedno govorila, se bo že naučila, ko bo treba. In si se, ja. In jaz pa spet na polno, ne, jaz pa spet nimam meje in pa takoj kulinarika, to se učiti, brati, izpopolnjevati. Ena restavracija v Ljubljani, potem doma, zdaj te delavnice. Med covidom sva bila oba s sinom, sva ostala brez službe, ne, ker pač oba v turizmu. Kaj bomo zdaj, krizni sestanek, ja, nekaj bo treba skuhati, najbolj že začnemo, je rekel, da začneš ti kuhati, mi pa to
razvažamo in točno tako je bilo. Super dobro smo jedli, nikoli nismo bili lačni, pa še vsi smo bili zadovoljni. Krasno. Res, wow. A ja, pa na Masterchefu si tudi nastopila? Ja, ta Masterchef je bil pa tudi, taka težka izkušnja zame. Težka. Ja, zato ker prvič sploh nisem bila podkovana, ne, kulinarično. Drugič je bil tempo izjemno naporen zame. Pa še glih, ravno to restauracijo v Ljubljani smo odprli, tako da sta pol morala Luka pa Jaka, oba sinova, takrat uskočiti, ko sem bila jaz na Masterchefu. Ja, veliko stvari sem tam pač, ker si, ne, vidiš, se naučiš, greš skozi toliko pa toliko rok teh strokovnjakov, vsak ti eno tehniko prikaže, tako da kar se tega tiče, je bilo pa to tudi neprecenljivo, ne. Ena od stvari recimo je bila, da si bolj ozavestila, koliko je tudi vizualni izgled jedi pomemben, ne? Ja, to je bilo zame odkritje. Pri meni je bilo vedno tako, tule krompir, zrezek, malo omake, čez in to je to, ne. Zdaj je to vse drugače. Mi je všeč, to mi je všeč in jaz zdaj tule v teh kulinaričnih delavnicah, ki jih imamo, ne, doma, se mi zdi to neprecenljivo, no, da sem ozavestila to, ker še vedno bila en tam lojbek, ne. Ja, jaz, ko sem prišla na ta tvoj dogodek, wow, mislim, Res? koliko je bila lepo okrašena miza. Ja, res. In tisto, kar je bilo na njej, je bilo zelo, zelo dobro okusno. In potem si nas učila delati štruklje. Ja, kdo bi si to mislil? Kako iz ene moke pa malo vode nastane tak ogromen, ne vem, prt. Ja, čist tanek. Čist tanek, da skozi vidiš, ne. Ja. Ja, to je res. Ja, ta slovenska tradicija, mislim, da smo res srečni, da živimo na tem delu sveta z vsemi vplivi, tako markantnimi, ne. In da lahko se s tem poistovetiš, si daš duška, ne, prav tisto, kar rečeš, wow, ne, to so moje korenine. Ja. To so ljudje v preteklosti brez vseh računalnikov sami do tega prišli. Kakšno, res, kaj se ti mora to v glavi zgoditi? Ja, zdrava pamet se ti mora zgoditi. To, česar danes mogoče malo ali pa veliko primanjkuje. Ja, res. Kaj ti pa pomeni domača tradicionalna hrana? To se mi zdi edino pravilno. Mislim, to se mi zdi edina prava hrana za tvoj organizem, za okolje, te, ne, kot pravijo, kratke verige iz, ne vem, od vil do vilc, z njive na krožnik, ogljični odtis, to se pravi, vse je v tej neki, ampak jaz to lokalno razumem, tudi, ne vem, recimo Italija, Hrvaška, ne, paradižnik iz Makedonije, to je zame še vedno lokalno, mandarine z Neretve. Samo da ni iz drugih. Tako, saj je fajn, banane recimo, so super, to smo se že nekako navadili, ne, se mi zdi, so že, še malo pa bojo tu rasle. Ja, Ampak marsikaj že raste, recimo kivi so dosti, smo se jih navadili, pa so iz Avstralije oziroma Nova Zelandija, ne. Recimo. Prvotno, ja. Tudi tile naši kakiji, ne, Strunjanska dolina, to imamo res vrhunske kakije. Ja, res. Ja, ampak pač moraš jih znati, ne smeš biti neočakan, ne, pustimo to. Greš v trgovino pa takoj poješ, pač par njih pustiš, da se zmedijo, ne, pa so. Tako da to je ogromno takih zgodb. In jaz sem absolutni zagovornik domače, lokalno, tradicionalno, sezonsko, to. Pri nas recimo, zdaj, ko smo imeli dogodek, ki so ga prej omenili, so bile pečenice, krvavice, zelje, repa, matevž pa v cerki,
Zdaj, čez poletje tega jasno seveda ni. Imamo pa pisan nabor te okusne zelenjave, ko ljudje pridejo, pa motovilc, pa prav, kakšen je pa to okus? Ja, to je okus motovilca. Ja. Ali pa korenček, ne? Ja, to je okus korenja, ali pa jabolko. Ja, to je jabolko. To se mi zdi in to, ne, da imaš to poslanstvo in to možnost, da to ljudem Predajaš, ja. posreduješ ta znanja, to tradicijo, to zakladnico znanj. To se mi zdi neprecenljivo. Ena od stvari, ki ti je zelo ljuba oziroma dragocena, je lovor, oziroma recept z lovorjem, limono pa medom. A ga mogoče podeliš? Ja, seveda. Brez lovorja ni kuhanja. Pri nas je to res tako kot česen. Ja, moja mama ima v Izoli krasen vrt in tam je eno super lepo drevo, tako da imamo lovorja v izobilju dovolj. No, se to na Primorskem, kamorkoli greš, če kakšno vejico otrgaš, ni nič narobe, ampak pač imamo to tudi na vrtu. Ja, jaz dam lovor posod v juho, golaž, orižek, krompir. Ko dam krompir kuha, dam tudi lovorov list. Da posebno aromo, bogat, poln okus. Zdaj, kar se tiče čaja, je pa tudi zelo dober. Mora ti biti tudi okus všeč, no. Jaz tako natrgam lističe, lahko so posušeni ali pa sveži, pa to 10 minut vre, potem pa pokrijem, da se to še 10 minut malo s tem poparkom, da počiva. Potem pa dodam ali med, včasih dam tudi limono, vedno počakam, da se ohladi malo. Ja. Včasih dam pa tudi kakšen strok česna not. Včasih pa tudi česen olupim, ga dam pa kar direkt v usta, pa potem samo poplaknem. Koliko daš recimo listov na koliko vode? Ko eno 5 ali pa 6 listov, Na pol litra? 3 deci pa pol, ja. Toliko, da, če bo kdo delal, da vemo. Lahko pa tudi sirup, no, to se pa v kombinaciji s sladkorjem ali pa z medom naredi. Je pa tudi zelo, zelo učinkovit za izkašljevanje. Ja, mislim, lovor je res čudežen. Se premalo ve o tem. Jaz, ko sem prvič to brala, zakaj vse je lovor, noro, zakaj vse pomaga. Ja, res je to. Ja. Tako da je fajn tudi to omeniti, se mi zdi. Rekla si, da boš neko anekdoto z gosti podelila, oziroma neko zgodbo si prej rekla, pa se neka ne zdaj še mi povedati, boš pol. A veš, kaj si hotela povedati? Ja, mislim, da turisti, no? Ta je s turisti. Ja, ta je izpred, mislim, da od 23. leta sta prišla dva Američana in smo šli na vinsko pokušino, Brda, Vipavska dolina, nedelja je bila. In potem smo se že vračali in sta ona dva rekla, pa imeli smo obisk čebelarja in sta ona dva nakupila teh, mislim, da je 3-4 kozarce medu. In potem sta se pogovarjala na poti že nazaj domov v Ljubljano, da zdaj pa imata premalo pač kovčkov, ne, da rabita, pa sta še kupovali razne darila, spominke. In potem sta me vprašala, če lahko kje ostavim, sem rekla, danes je nedelja, kam bomo šli, ne? In potem sem jaz študirala, sem rekla, kaj čem zdaj? In potem sem jaz kar k nam domov v Domžale jih peljala, sem rekla, boste pogledali, če vam je kakšen kovček všeč, ne? In odzunaj mama sedi pod lipo, kavico pije, otroci, to je bil živ žal. In tata prijeta tako plaho, ne, in potem si, ja, kar naprej, kar izvolite, boste tako, to in tako. In sem šla pa, sem rekla, Luka, daj mi pomagaj 2-3 kovčke, pa kaj zdaj? Ja, sem rekla, daj, veš, ker nimajo kovčka, pa daj, sem rekla, tega le bomo dali. Od mojega očeta en moder Samsonite. Sem rekla, zdaj moram samo še pogledati, če je ta koda, ta prava, ne. Vse smo ga odprli, malo smo hitro čistila, pa tako prijava ven. Ona dva sta ostala brez besed in letos je rekla, da je prišla na Facebook in da me je takoj našla. In sem jo, sploh sta rekla, da ko sta prišla nazaj, da kaj tazga še noben ni doživel.
kaj rabimo toliko kovčkov? Lepo te prosim, jaz sem še Nadico vprašala, moja mami, sem rekla, Nadica, lahko jaz se veda, lepo te prosim, to sem rekla, a misliš, da se Gorta, moj oče, a misliš, da se strinja? Strinja se, lahko gre in ekala. To je bil taki, skozi je nekje. Vedno so eni taki dogodki, ki ti ostanejo v spominu, lepem spominu. Ne? In to je recimo to, kar dela to službo sanjsko. Ti ljudje so res, oni pridejo v Slovenijo in to kar cvilijo. Od vzhičenosti, od navdušenja, od vse te lepote. Neprecenljivo, res. Rekla si tudi, da dostikrat se sezuješ, pa recimo jih peleš v Iški Vintgar, pa imaš rada boso nogo hojo, pa da probajo oni tudi, ampak hitro se obujajo nazaj, ker niso navajeni takole bosi hoditi. Ja, to je, no, večkrat grem Blejski Vintgar, ne. To je pač res čudovita destinacija. Mi pridemo noter, jaz sezujem te gojzarce in vse, Alenka, kaj pa ti? Ja, zdaj bomo pa malo, če hočete, lahko probate, ne. Ja, seveda bomo probali. In jaz tam hodim, govorim, Alenka, lahko samo počakaj, mi bi se nazaj obuli, ne. Niso navajeni, ampak se jim zdi pa super. Tako da vsi rečejo, ko pridemo domov, bomo lepo najprej okoli hiše, tako malo po travi. Sem rekla, to je pravi način. Začeti je treba na varni strani, ne. Seveda, lej, jaz pa kar gremo, gasa, čevlje dol. Ja, tudi drevesa objemamo. Super. Ja, drevesa objemamo, pa se pogovarjamo, pa to so res dogodivščine. Tudi dihamo. Ne? Tako da dobijo veliko več kot samo vodenje pri tebi. Res eno tako celostno. Doživetje je to že skoraj, ja. Ful lepo. Ja, res. Ne čudi, da ste pol še v stiku kasneje. Ne, ker si rekla, da obdržite stike. Ja, z vsemi. Z glavnino, no. To že veliko dela, samo s tem, da te stike vzdržuješ. Ja. Ja. Ampak to imamo vsemi. Fajn je tudi, ne, zaradi tega je res ogromno. Pa mogoče kdaj kaj pozabiš, pa smo zdaj na teh raznoraznih aplikacijah, to WhatsApp, Viber, to greš po mailih, zgodovina malo pregledaš. Ja, jaz sem se že kar tako navadila, da imam te kakšne ključne besede, ne. In, da veš, kdo je kdo. Ja, da vem, kdo je kdo. Ja, seveda, ja. Kovček, recimo, je ena od besed, ne. Tako, kovček, točno vemo, kdo je. Rekla si mi takole, ne potrebujem veliko, da sem srečna. Potrebujem, da smo zdravi, se imamo radi in da se znamo pogovoriti o stvareh. Kdaj si začutila, da je sreča v preprostosti? Kdaj se je začelo to Tlele, da zavedanje? smo zdravi, da se imamo radi, pa te majhne stvari, pa to, da si kaj povemo, pa da kaj dobrega pojemo. Ja, še to. To sem pa očitno pozabila. Kdaj sem to ugotovila? Ja, a nekako si že prinesla to s sabo ali je to z leti pol to zavedanje toliko bolj naraščalo? Ja, nisem bila nikoli zelo, zelo zahtevna. Sem bila zelo prisrčen otrok, to mi velikokrat povejo. Tudi recimo, zdaj, ko se ne vem, koga spoznaš na Facebooku, ki te je poznal, pa te zdaj prepozna, pa ti napiše kakšno sporočilo, pa res to so vsi prisrčen otrok, zvedav, vedno nasmejana. To je nekako verjetno bilo že v meni, ne. Potem ta lepa zgodba z primarno družino, to je potem mogoče samo neka nadgradnja vsega. Pa potem pomembno se mi tudi zdi, da sem kljub temu, da sem v prvem letniku že imela otroka prvega, ne, Ano, da sem diplomirala. Praktično eno leto za ostalo generacijo, ne. S tem, da sem vmes še Luka rodila, tako da to ni bilo kar tako. Ampak to ti tudi da neko zadoščenje, neko moč. Tako da zaključiš stvar, ne. To bi jaz rada tudi recimo otrokom pa vnukom zdaj
povedala, da ni treba, da se lotiš vsega, ampak tisto, česar se pa lotiš, pa dokončaj. Zato, ker se boš ti dobro počutil. Ne zaradi drugih, zaradi sebe. To je pomembno. Ne zato, da ti narediš kljukco, to je. To kljukce delamo za te dnevne stvari, dnevna opravila. Ampak da ti, recimo, tako pomembno stvar zaključiš in da potem tudi iz tega črpaš. Ne samo znanje, ampak tudi neko zadovoljstvo. To te zapolnjuje. Mislim, da sem bila, pač nikoli nisem bila materialistično orientirana, te materialne stvari mi še danes ne pomenijo skoraj nič. Pač meni je pomembno to, kar sva prej rekli, ne? Da smo zdravi, da se imamo radi, da se znamo pogovoriti. To sem se tudi jaz zdaj v procesu odraščanja svojih otrok naučila, tega tudi prej nisem znala. Ne? Se pogovorite? Se pogovoriti, nisem bila tega tako vešča, zaradi tega, ker sem bila, ne vem, vedno v nekem gibanju, nisem se znala ustaviti. Pa se pa to vse fino, lepo poklopilo. Joga, meditacije, pol je bilo treba mogoče kdaj kaj razčistiti. Nikoli se nisem kregala na otroke, ali pa da bi jim kaj, ne vem, da bi bila, ne vem, sploh. Pač vedno sem se imela za prvo med enakimi. Nikoli mi ni bilo treba ponavljati stvari, pospraviti to. Vedno sem samo enkrat rekla, jaz ne vem, kako je to mogoče, ampak lej, krasni 3 otroci in čudovitih 5 vnukov. In za vnuke si tudi knjigo napisala, ki sicer še ni izdana. Kako si že rekla, da je naslov? Ja, to knjigo sem pa sabo prinesla, to je spet zgodba, zdaj to je Ptič iz pradavnine, ampak to je delovni naslov. Zdaj bom v letošnjem letu, tako je pač načrtovano, izdala v slovenščini zvočno knjigo, drugo leto v angleščini zvočno knjigo, potem pa še obe tiskani verzije. V bistvu si knjigo napisala zato, da bi predala... Ja, to je kot neka moja dediščina vnukom. Najprej je bilo mišljeno, da bo to 5 izvodov, ne, ampak zdaj pa, ko jim berem, pa vsi pravijo, Nani, to moraš ti knjigo izdati, to je tako fajn. In pa smo se pa malo pogovorili in ekvala, tu je zdaj gotova. Še vedno ne bi imela nič proti, da bi kakšno založbo našla zanjo, a ne? Si rekla, da si že iskala? Ja, jaz verjamem, da je to za založbo, jaz nisem pisateljica. Ta knjiga verjetno tudi ne zasluži tega naziva. Nima strukture, ne romana, ne eseja, ne vem, memoarja, spominov ali kakorkoli že. V bistvu je fikcija, ne? Ampak tvoji vnuki s svojimi lastnimi imeni not nastopajo pa ti kot Nani, a ne? Tako pa še en posrečen lik Puščavnika, to je tega modreca, ne? In pa zato, ker sem knjigo pisala na Filipinih, kamor so me otroci poslali za moj rojstni dan. Za 3 mesece. Za 3 mesece, in sem živela pri tej družini in potem sem pa avtomatsko še te 3 otroke vključila not in se je super izšlo. Ja. Tako da sem res sem zadovoljna. Moram pa reči, ko sem prišla domov, pa sem jo prvič brala, sploh nisem mogla verjeti, da sem to jaz napisala. Hočem reči, da ni čudno, da so ljudje hodili v neke tuje kraje pisati, kjer niso bili obremenjeni s temi svojimi dnevnimi ustaljenimi rituali, ampak so bili v nekem čisto popolnoma drugem svetu in neobremenjeni, so se lahko osredotočili na pisanje. Ne? To se mi zdi, tako sem se počutila, kot Ernest Hemingway. Boš začetek knjige prebrala? No, sej. S tvojim lepim glasom. Čakaj, moram najprej kazati. V glavnem, ja. To je zdaj vaja za snemanje te zvočne knjige. Ja. Tistega dne je bilo nekaj v zraku. Težko je opisati, kaj točno je bilo,
A prav gotovo se je dogajalo nekaj nenavadnega, ker Max še nikoli v življenju ni čutil takšnega pritiska, pa tudi čudne omotice, kot ravno tistega dne. Že zjutraj, ko se je odpravljal v šolo, mu je pot prekrižala črna mačka. Pravijo, da če se ti to zgodi, moraš nemudoma 3-krat pljuniti čez levo rano, da uničiš uroka. Max je nabral za cela usta sline, se obrnil in z vso silo pljunil. V tistem trenutku se je tako strašansko zabliskalo, da je moral zapreti oči. Kaj pa je to, si je zamrmral, pa ravno zdaj. Že je nabiral slino za naslednji pljunek, ko se mu je zazdelo, da nekaj sliši. Obstal je, se zazrl naokoli in ker ni bilo nobenega glasu, je pljunil še drugič. Takrat je tako zagrmelo, da ga je prestavilo za dobrega pol metra v levo in zadnji trenutek se je izognil motoristu, ki je ravno takrat pripeljal mimo. Ojoj, oprostite, je zaklical ves prestrašen. Motorist pa je samo zamahnil z roko in odpeljal naprej. Res nenavadno, je pomislil Max. Vozi tako hitro, kot bi mu gorelo za nogami. Tudi sam je zamahnil z roko in se pripravil, da še tretjič pljune čez levo ramo. No in potem pride že do zapleta. On seveda ne pljune tretjič in ne izniči tega uroka in zato se vse te stvari zgodijo. Kar se zgodi. Zanima me, kako bi rada, da se te nekoč spominjajo tvoji vnuki, razen po tej knjigi? Ja, jaz upam, da bodo ti spomini prežeti z veliko mero ljubezni in prijateljstva in zavezništva. Mislim, da je vloga babice, nanjo v mojem primeru, izjemnega pomena. Ja. Na to so me tudi otroci opozorili, ko so rekli, Nani, ti ne vzgajaš, ti kar si imela za vzgojo, si že naredila ali pa nisi naredila, ampak to obdobje je zaključeno. Zdaj razvajaš vnuke, ne? Ampak jaz jih ne moram razvajati, jaz jih neprestano pozabljam, zapri usta. Ja, zakaj? Ja, zato, ker če ima zaprta usta, je jezik, leži jezik na pravilnem delu neba, se ti čeljust pravilno oblikuje, zdaj v tej fazi rasti je to zelo pomembno. To vpliva na tvoj govor, to vpliva na tvoje zdravje. No, ampak to me nihče ne posluša. Zato sem šla pa knjigo napisati. In vse te moje modrosti so tule skrite. Tako prefinjeno, ampak verjetno, ko bojo malo starejši, bojo razumeli, ne. Bodo znali ceniti. Ja. Pa tudi seveda vsi ostali, kdorkoli bo to čital, na tak prefinjen način, vloga babice. Jaz upam, da se me bojo spominjali kot dobrosrčno, dobronamerno, kooperativno, veliko zaveznico in itak sem pa nora nanje, ne. In ti imaš tudi, mislim, mama je še živa, imaš tudi zelo močno veznjo, tako kot si rekla, zdaj si veliko pri njej v Izoli. A kaj ti pa pomenijo trenutki z njo? Jaz sem videla tudi posnetek z njo, je še 91 let je stara, zelo je še vitalna. Rekla si, da si sama še kuha, da peče kruh sama. Ona sama kuha, sama peče. Še podaljšali so jo vozniški za 3 leta. Wow. Tako da še avto vozi. In to ne katerega koli, športni golf. Wow. Ne, res je neverjetna. Ja, meni se zdi, da je tako, vsak dan z njo se mi zdi, da je ena taka velika zmaga. In vsak dan brez nje se mi zdi ena velika praznina. Zelo sva zelo povezani. No. Tudi z otroki, ampak oni imajo vsak svoje življenje, ne. Mami je sama, oče je že 8 let, kar je pokojni. Brat je umrl pred 3 leti, tako da zdaj v bistvu od te primarne, ne, sva midve in imava se pa super. To zvečer, ja, se vidiva jutri zjutraj, nočko, lepo spi, v glavnem, zjutraj kavica, pa greva malo ven, greva tudi v Trst na kavico, to je tudi tako poseben dogodek, ne. Kuhava skozi ribe, tam tista ribarnica
v ribarnici nas že vsi poznajo. Pač tako polno življenje, no. Res tako se mi zdi, ona, recimo, ko pridem jaz domov, sem v notranjost, ne, Slovenije, k otrokom, je ona kar tako pač doma bolj kot ne, ker se pa boji, da bi padla, ne, tako da, če sem jaz tam, nadomestiva to s kakšno telovadbo, pa kaj se malo podajava, te žogice in tako naprej. Ja, ona je bila tudi športnica, trenirala košarko, plavanje, igrala violino, ne. Res neverjetno in koliko še vedno te, ne samo modrosti, ampak tudi življenjske energije. Tako da ona sedi in ima tak lep pogled na morje in vse obvlada, pa me včasih pokliče: Alenka, daj prosim preveri, od kod pa je ta ladja, od daljnogledom, ne, pa mi pove kratica: ja, ta je pa iz Cipra pred 3 dnevi. Aha, dobro, no, hvala, adijo. No, to je to. In potem ona to razmišlja, jaz ne vem kaj, o tem, kaj je ta ladja vse. In to je vse v tej knjigi, tudi tako, ne, te kakšne take stvari. Ta pač frajerka je, no. Res tako navdihujoče je slišati take zgodbe mama, hči, ki velikokrat vemo, da so naporni te odnosi, ravno med mamami in hčerkami. Tako da lepo, da so take pozitivne. Tu so tudi okoliščine, moraš še povedati. Ona zelo slabo sliši, jaz pa zelo slabo vidim. Tako da mi, da so čist super kompatibilne. Ja. Ne, pa tudi, mislim, da se še nikoli niso skregali. Ja, ona je zelo tolerantna, jaz sem se pa tudi te tolerance nekje naučila, verjetno od nje, pa seveda oče je bil pa še vedno, on je bil pa vedno tisti glas razuma, ne. Pa mogoče kakšen amortizer, da se jim ublažil kakšne napete situacije. Ja, to je to nas naredi, takšne nas naredi življenje. In meni je recimo, jaz bi vsem ljudem rada povedala, kako je pomembno, da se dobro počutiš v svoji koži in da to lahko dosežeš. Saj so vzponi in padci, jaz imam tudi včasih kakšen dan, ki bi najraje ga zbrisala. Pa bi rekla: joj, nočem se sploh spomniti. Ampak mogoče te pa ravno ta dan naučil nekaj, da si ti postal boljši, predvsem do sebe in do ljudi, ki te obdajajo, ne. Zaradi tega, ker to je tudi naše poslanstvo, da lepšamo življenja, da širimo veselje. So seveda tudi odgovornosti in en kup enih problemov za rešiti, ampak problemi so zato, da se rešujejo. Vmes smo pa mi še vedno lahko veseli ljudje, zadovoljni, ne. Ukvarjati se je treba sam s sabo. Ja. Mislim, da je to en tak lep zaključek tega najinega podcasta. To, da širimo ljubezen naokrog. Ja, to se mogoče zdi malo izpeto ali pa nerealno, ampak zato smo na svetu. Ja, zakaj smo tu? Pač jaz sem zato, da se bom imela fajn. Ne, in ko si zgradila ta svoj notranji svet, sem si v bistvu omogočila, sem si dala eno pač neko priložnost, se soočam s težavami, imamo pač rešujemo vse na vseh frontah, ampak ko pride pa čas zame, sem pa jaz v tem svojem svetu vesela in zadovoljna in se polnim iz tega bazena, iz tega vodnjaka, ne. Ja. Na vseh nivojih, na vseh področjih. To je to. Zato smo tu. To je življenje. Res je. Najlepša hvala, Alenka. Z veseljem. Za tale pogovor. Jaz upam, da nisem preveč govorila. Ne, v redu, super. Hvala. Hvala za povabilo in lep pozdrav vsem. To je to.